Hvala lepa, spoštovani predsednik Turističnega društva Gorje, Janez Poklukar, seveda z ekipo, ki je bila že tudi predstavljena, spoštovana podžupanja občine Gorje Danijela Mandelc, spoštovani direktor Triglavskega narodnega parka, dr. Tit Potočnik, spoštovani župnik dr. Matej Pavlič, cenjeni nastopajoči, Gorjanke in Gorjanci. V čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma naše civilne družbe in pa seveda v svojem lastnem imenu. V Državnem svetu menimo, da je bila reforma lokalne samouprave v smeri manjših občin korak v pravo smer. Male občine so v letih od ustanovitve pa do danes postale pomemben nosilec razvoja. To je vidno na vsakem koraku, saj so občine v preteklih letih veliko investirale in močno zvišale kvaliteto življenja občanov. Tako je tudi v občini Gorje. Na območju ujetem med robom Blejskega kota in Malim Triglavom, ob znameniti soteski Vintgar, skozi katero teče zelenkasta Radovna, v kraju, kjer najverjetneje domuje edina cerkev, ki je v resnici jama, ki jo je izdolbel Triglavski ledenik, ne zaostajate za razvojem večjih občin. Iz dneva v dan se trudite, da občankam in občanom ponudite nekaj več. Odprtje poštne poslovalnice v manjšem kraju je pogumno in hkrati pomembno dejanje. Čeprav kar naprej govorimo o digitalizaciji, o načinu komuniciranja in bančnega poslovanja na nov način, se moramo zavedati, da uporabe novih orodij niso vešči vsi. Nekateri, ker tega nikoli se niso naučili, drugi pač, ker jim je tak način preprosto neustrezen ali pa mu ne zaupajo. Ne smemo si zatiskati oči, Slovenija se stara ne le kot država, tudi sami državljani. In prav je, da se dolgoživi družbi prilagodimo in za vsakega poskrbimo, da nihče ne ostane sam in potisnen na rob. Še posebej za starejše in za ranljive skupine je to zelo pomembno, da jim je omogočen tudi fizičen način uporabe poštnih in bančnih storitev, kar bo vaša poslovalnica tudi omogočala. Nič manj ni pomemben turistično-informacijski center, sploh v kraju tako bogatem z naravno in kulturno dediščino, kot so Gorje. Prepričan sem, da obiska v teh krajih nihče, ki pride sem od blizu in daleč, ne obžaluje. Hkrati turizem prispeva k visoki kakovosti življenja v občini, odpira nove zaposlitvene možnosti in številne priložnosti za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, ter s tem pripomore k boljšemu gospodarskemu in ekonomskemu položaju prebivalstva. Vse to mlade zadržuje v občini in privlači nove družine. Zato se vam v imenu občank in občanov na tem mestu zahvaljujem in seveda državljanov in državljankov, za vsa prizadevanja, ki so privedle do današnje otvoritve, in vam želim uspešno delo. Spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovane državljanke in spoštovani državljani, dovolite mi, da vam ob tej priložnosti iskreno čestitam ob dnevu državnosti. Dan državnosti je opomnik, da smo kot narod veliko dosegli, pa tudi, da nič ni samoumevno. Da je venomer treba se truditi, da moramo ohranjati ponos, pogum, enotnost, sožitje, medsebojno razumevanje in zaupanje. Hvala vsakemu izmed vas, da prinašate pomembne kamenčke v mozaik naše skupne zgodbe o uspehu. Želim vam ponosno praznovanje dneva državnosti.